V sredo. Lepo zdrav iz Budimpešte, ki gosti 19. svetovno prvenstvo v plavanju. Pravkar ob meni ena od slovenskih plavalk, ki je končala z nastopi na svetovnem prvenstvu, na svojem prvem svetovnem prvenstvu. Janja Šegl bo današnja gostja oddaje v sredo. Janja, kar takoj na začetku te vprašam, vsaj slovenski plavalci ste precej navajeni plavanja v Budimpešti, tega bazena tukaj, sicer kompleks, če se ne motim, od leta 2017 je nov. Ampak mene zanima, kako se ti počutiš v Budimpešti, pa prav konkretno na tem bazenu tule v Duna areni. To je moj drugo tekmovanje, da sem na tem bazenu. Sem lani na Evropskem prvenstvu, zdaj na prvem svetovnem. Imela sem tudi priliko leta 2017 nastopati na svetovnem prvenstvu, ker sem tudi imela odplavno normo, ampak sem se zaradi slabe pripravljenosti res odločila, da se tega ne udeleživa. Tako da všeč mi je bazen, dosegamo dobre rezultate tole. To je res. Dosegaš tudi ti izvrstne rezultate tukaj oziroma vsaj na svojem prvem svetovnem prvenstvu v 50-metrskih bazenih. Je to zate neka nova izkušnja oziroma vemo, da je nova izkušnja, ampak kako jo ti dojemaš? Je to neko tekmovanje, na katerem do zdaj še nisi bila, pa je popolnoma novo, ali glede na to, da pač so obrazi, ki jih srečuješ precej pogosto, pa se ti zdi recimo, da sploh ni tako zelo drugače od ostalih tekmovanj seveda? Mislim, malo vse razlikuje od ostalih tekmovanj, recimo svetovno ni enako kot olimpijske igre, tako da glede tega se malo razlikuje, ampak jaz tako osebno nimam glih nekega ful občutka, da je to res čez neki drugačno tekmovanje, zato ker imaš recimo na Evropskem prvenstvu tudi enake plavce, ki nastopajo pol tudi na svetovnem. Seveda je tudi pač večja konkurenca, ampak vseeno se mi zdi, da se tudi pač vsako tekmovanje razlikuje od ostalega. 2 disciplini, 2-krat polfinale, 2-krat 14. mesto, ocena svojega prvega svetovnega prvenstva. Jaz za svoje prvo svetovno prvenstvo res nisem pričakovala, da bom 2-krat v polfinalu. Na 200 sem vedela, da se pač lahko uvrstim, na 100 sem malo manj prepričana, ker 100 je le taka disciplina, ko gre za stotinke. Zdaj so bile končno na moji strani, tako da se mi zdi, da sem kar lepo začela na tem svetovnem prvenstvu. Sezona pred tabo je še dolga, ta poletna, najprej sredozemske igre, potem Evropsko prvenstvo v Rimu. Kako plavalci skupaj s trenerji in z ostalim strokovnim vodstvom, recimo tudi v reprezentanci, tempirate to svojo formo, kot radi rečete? Je to prilagojeno posamičnim tekmovanjem? Je to prilagojeno, temu, kje trenutno ste v procesu treninga? Tu se verjetno dogovorite že pred začetkom sezone, ne? Jaz tudi to svetovno prvenstvo je res bilo tako, lahko rečem, stišano, ker je bilo najprej odpovedano. Meni je to ful pač ustrezalo, da se bom res lahko pač pripravila na sredozemske pa evropsko. Pol so dali nazaj noter v koledar, ampak sem še vseeno imela tisti določen glavni cilj sezone. Nisem ful počivala za to tekmo, imela sem težke treninge, vrnila sem se iz višine, tako da je to tudi nek plus bil, da sem, ker pač je v navadi, da ko se vračaš iz višine, malo popuščaš. Tako da to je bilo pač tak mim grede, fajn tekma za vmes, da vidim zdaj, kako bo pač forma na sredozemskih. Zdaj se vračam domov, grem verjetno nazaj v polne treninge. Par dni pred sredozemskim igram bom spet mogoče malo popuščala, da se spočijem lepo za sredozemske, ker to mi je tudi res neka pomembna tekma, želim si čim boljše uvrstitve. Pa do evropskega je še kar nekaj časa, ni ga ful, ampak se mi zdi, da imam pač res dosti časa, da se res 100% pripravim na evropsko prvenstvo. Omenila si to prestavljanje tekem in tako naprej, zato me v zvezi s tem zanima, kako ti
to dojemaš, sploh zato, ker vemo, da je recimo ob začetku epidemije bilo plavanje eden tistih športov, ki je vsaj v tekmovalnem smislu najbolj nastradal. Tekmovanja so se odpovedovala, prestavljala tudi za leto ali dve več, ne. Potem pa se je nekako vse skupaj vrnilo v približno normalne tirnice. Ampak kako ste plavalci vsaj v tistem prvem letu to dojemali, koliko recimo to zmoti vaš proces treninga, pa ne samo treninga, ti pri 21 letih še celo nekega napredovanja v samih treningih, pa včasih predvsem? Na začetku te same epidemije je bilo to res ful težko, ker če si že par dni brez vode, se to ful pozna, rabiš pol kar par dni dodatnih, da priješ nazaj v formo. Tako da to je bilo kar težko. Tudi tekmovanja, ko so odpovedovali, je bilo kar težko, ker nisi enostavno vedel sploh, za kaj treniraš, za kaj se pripravljaš. Tako da se mi zdi, da je kar bil plan, je res en tistih športov, ko je res pač največ nastradal. 21 let imaš, kako recimo zdaj razmišljaš o sebi in o svojem plavanju? Si ti trenutno v fazi, ko se osredotočaš na to, recimo na samo tehniko, na same zavesljaje, na obrate in tako naprej, razmišljaš o času, razmišljaš o rezultatih, kaj je tisto, kar ti je trenutno prioriteta, ali je to mogoče vezano na sama tekmovanja? Če pogledam same treninge, sem že ful napredoval v sami tehniki, v zavesljajih in vse to, tako da to poskušam pole čim bolj prenesti na samo tekmovanje. Tudi glede ciljev, sem si začela postavljati neke cilje, tako recimo letos, da mi je najpomembnejše tekmovanje Evropsko prvenstvo, vem, da se lahko uvrstim v finale, vem, da lahko še ful napredujem do takrat. Pač, ko bom dosegla nek cilj na Evropskem prvenstvu, tisto, kar si bom pač zadala, bom šla pa naprej, ta bo glavni cilj svetovno in tako pač po stopničkah naprej. Sem še kar mlada, lahko rečem, tako da nekih preskokov oziroma ful preskakovati nekih ciljev si še ne mislim zadajati. Imaš mogoče najljubše tekmovanje do zdaj, tisto, ki se ti je najbolj vtisnilo v spomin? Ja, definitivno tekmovanje v Banja Luki, ko sem lovila normo za olimpijske. Se mi zdi, da tisto tekme res nem nikoli pozava, ker tam sem res toliko si želela odplati normo, 4-krat sem poskušala, 4. mi je uspelo, tako da se mi zdi, da tudi ta tekmovanje nekaj pove, da pač res, ko si zadam nek cilj, ga bom dosegla oziroma bom naredila čisto vse, da ga bom odplala. Kaj pa same olimpijske igre? Ja, tudi to, definitivno. Lahko rečem oboj, in v Riju, in v Tokio. To je bo res neka ful lepa izkušnja v Riju, predvsem zato, ker sem bila najmlajša slovenska udeleženka, nastopala sem s puncami v štafeti. Res to, da ima Slovenija na olimpijskih štafetov, je res nekaj ful dobrega, če lahko tako rečem. Pač se zavedam, da je to res nekaj velikega za Slovenijo. Zdaj v Tokiju sem pa imela 2 svoja individualna nastopa, s katerima sem bila res ful zadovoljna. Na 200 kravl mi je malo zmanjkalo do polfinala, kar se mi zdi, da je bil to za moj prvi individualni nastop ful dober nastop. Ok, in vse te priložnosti, predvsem recimo olimpijske igre, pa dobri rezultati in vse skupaj te je pripeljalo oziroma ti je ponudilo možnost nastopa tudi v mednarodni plavalni ligi. Zanima me najprej, kako sploh deluje celotna zadeva. Če bi jo recimo primerjali z nekim športom, so organizirani klubi, to se pravi plavalci, športniki iz različnih držav, ste zbrani v klubu in tekmujete potem ekipe druga proti drugi, ne? Kako potem potekajo sama tekmovanja? Ja, to lahko res povem, da je pa to res ena ful lepa izkušnja. Res tudi rezultati, ko sem jih plavala v lanski sezoni, se mi zdi, da so mi res dali tudi plus, da so me trenerji iz teh ekip opazili. Čeprav se v plavalni ligi tekmuje v 25-metrskem bazenu, se mi zdi, da tudi tam so res lepe priložnosti, da odplavaš neke dobre rezultate. Ful mi je všeč, pač da si v eni ekipi in tam vsi tekmujejo za enega, če lahko tako rečem. Vsi se borijo za eno ekipo, res se vidi nek timski duh, kar mi je to res ful všeč.
Tvoja ekipa Energy Standard je lani oziroma je aktualna zmagovalka te lige, ne? Ste zmagovalci. Kako v resnici čustveno si dojela to zmago, če bi jo recimo primerjala s kakšnimi svojimi uspehi, ki jih dosegaš zase oziroma za reprezentanco? Ja, če po prvici povem, zavedala sem se, da sem v eni izmed najboljših ekip, ker so tudi bliže enkrat zmagovalci. Nisem pričakovala takega začetka, pač, da bom prvič v Plavni ligi in bo kar moja ekipa oziroma v ekipi, v kateri sem bila povabljena, da bomo zmagali. To je ful je drugače, če gledam nastope v Plavni ligi, ko pa v plavanju, v Sloveniji. Se mi zdi, da ful tega timskega duha, pa tega ful manjka pri nas. Pa je recimo to tudi težje doseči, recimo v reprezentancah, ki so manjše, ne? Seveda, če govorimo o državah, ki ima velik bazen plavalcev, je to mogoče lažje doseči, pri nas pa v resnici pač zdaj 5 plavalcev samo na svetovnem prvenstvu, torej neke širine prav velike ni in verjetno potem kakšen ekipni duh tudi težje dosežeš. Ja, to definitivno, ker v Plavni ligi treniramo skupaj, se skupaj pripravljamo, v Sloveniji pa vsaka plavalka iz drugega kraja Slovenije in nikoli ne prijemo skupaj, da bi naredili kak trening recimo skupaj ali pa da bi pred tekmovanjem že kak dan prej malo probali predaje recimo, tako da vse pač to se dogaja na samem tekmovanju. Kakšna pa je zdaj prihodnost zate v tej mednarodni plavalni ligi, če pustiva ob strani dejstvo, da ne vemo čisto točno, kaj se dogaja sploh z mednarodno ligo, oziroma da je bila naslednja sezona prestavljena na naslednje leto zaradi vojne v Ukrajini, ampak sama kako razmišljaš o tem, je to zadeva oziroma je to liga, ki bi se je še udeležila, če bi seveda dobila povabilo, ali imate že kakšne dogovore? Ja, nažalost je letos odpovedana, ampak letos sem se tudi s trenerjem odločila, da se v vsakem primeru ne bi udeležila, ker smo imeli planirane priprave in tudi teh velikih tekmovanj je preveč, da bi lahko fajn pač vmes trenirala. Zdaj, trenutno smo še vsi pač člani ekipe, ne vem točno, kako bo pol pač naslednjo leto, a bo spet žreb, kdo bo kjer, oziroma da se še mogo na novo prijaviti. Definitivno si še želim kdaj nastopati, ker je to res ful lepa izkušnja. Tudi lepa priložnost, da spoznavaš najboljše plavalce, ampak definitivno moram letošnjo sezono najprej končati, pa bomo pol delali nove plane za naslednjo leto. Ena od idej ob ustanovitvi Mednarodne plavalne lige je bila tudi nekako zagotoviti športnikom oziroma zagotoviti plavalcem vsaj nek dodaten, recimo zaslužek temu, ki pa v primeru, da si uspešen, zna biti tudi kar visok. Kako, pa ne nujno o konkretnih številkah, ampak kako se je tebi poznalo to, da si tekmovala v tej ligi? Ja, zaenkrat še ne morem čisto točno povedati, zato ker je zaradi vsega tega dogajanja med Ukrajino in Rusijo prišlo tudi do tega, da bomo dobili pač plače z zamikom, ampak definitivno lahko to povem, da sem tudi začela razmišljati, da je boljš, da si v najboljši ekipe, ker to definitivno prideš pol do samega finala, a da si bolj slabši, ker tam definitivno lahko dobiš več svojih individualnih nastopov in tudi priješ do samega večjega zneska zaslužka. Ampak se mi zdi, da vseeno, zato to prvo leto je čisto, ful fajn se mi je zdel, da sem bila v tej ekipi in da sem vse to sploh doživel. Višina honorarja je torej odvisna od doprinosa k ekipi vsakega posameznika? Z individualnimi nastopi si tudi ti, pač odvisno kjer mesto, da sedeš, prislužiš nek znesek, pol, ko se ekipa sama uvrsti v polfinale, dobiš vsak član ekipe nek del zneska in pol tudi, ko priješ v finale, dobi vsak tudi še dodatno.
Ena od zadev, ki ti pa zdaj tudi omogoča neko dodatno finančno varnost, zavetje oziroma možnost, da treniraš mogoče malce bolj brezskrbno, je pa tudi nova služba. Mogoče kakšna beseda več o tem, kdaj je do tega prišlo in kakšna je zdaj tvoja vloga? Ja, res lahko pač s ponosom povem, da sem zaposlena v Slovenski vojski, v športne enote. To mi res ful veliko pomeni, da lahko zdaj to zastopam. Se mi zdi, da so vsi tudi moji dosežki zdaj, če pogledam olimpijske, same tekmovanja zdaj v zadnjih mesecih oziroma v zadnjem letu, se mi zdi, da sem glih s tem pač ful več si pripomogla, da sem sploh prišla do tega. In ja, se mi zdi, da je to res ful velik plus pri samem športniku, da se res osredotoči sam na šport in se pač ne obremenjuje pol še z nekimi prezveznimi stvarmi zraven. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas. Baby mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of the American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the one who lay down. She wanna rip you up, start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. This Jackson 10 times out of 9. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day by day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Look at the way he treats me. Shit, look at the way you treat me. See your little nose ass homegirl done got your ass sent up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones. You can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times.
Gostja tokratne oddaje v sredo je Janja Šegl. Janja, v drugem delu te oddaje bi postali nekoliko bolj osebni. Jaz te že od začetka tikam, ampak sem nekako sredi pogovora šele ujela samo sebe pri tem. Upam, da ne bo težav, glede na to, da sva pa že večkrat govorili in sem dobila občutek, da ne boš jezna. Želim ti najprej izreči vse najboljše. Pred dnevi si praznovala oziroma si imela 21. rojstni dan. To je bilo dan pred odhodom na svetovno prvenstvo, zato me zanima, če je bilo sploh kaj tega praznovanja za 21. Ne, mislim, tisti večer je bil čas, da sem šla z družino lepo na eno večerjo, za kaj več pa trenutno še ni bilo časa in se mi zdi, da bomo kar z mojo sestro, ko bo imela avgusta rojstni dan, da bomo mogoče pa skupaj poleti naredili kaj več. Kdaj si pa nazadnje v bistvu praznovala rojstni dan, ker verjetno pri vrhunskih športnikih je večji del leta sezona, če pa je niso pa priprave in tako naprej. Kdaj imaš mogoče v spominu, kdaj si nazadnje praznovala? Če se prav spomnim, je bil 19. rojstni dan, ampak tudi to ni bilo nekaj veliko. Nekaj malega za prijatelje, soplavce in se mi zdi, da je že to čisto dosti. Ok, torej večji del tvojega življenja je prepleten s plavanjem. Zanima me, kdaj je ta ljubezen do plavanja postala tako močna, da si v bistvu vedela, da je to zadeva, s katero se želiš profesionalno in resno ukvarjati v življenju. Se mi zdi, da je tisti glavni krivec, da sem sploh začela plavati moj starejši brat, ker je on plaval in sem pol hodila zravno tekmovanja, sem ga spremljala in se mi je že takrat tako malo zdelo, da pa je mogoče to fajn, da jaz probam. Vmes sem tudi nehala plavati, ampak se mi zdi, da pač lahko rečem, da po mojem nisem mogla brez da bi plavala, tako da zato sem se tudi vrnila in se mi zdi, da od takrat naprej sem pač res videla, da mi je to ful fajn. Kdaj pa je bil tisti prvi trenutek, ko sta recimo plavala drug ob drugem, pa si ga prehitela? Je že prišlo do tega? Se mi zdi, da tudi zdaj, ko on že kar nekaj let ne plava, se mi zdi, da vseeno če skočimo, da bi me še vseeno prehitil, ker je pač le fant. In od začetka, recimo, če primerjaš takrat, ko so bili tvoji začetki plavanja, ko si začenjala in plavala verjetno vse, kar te je zanimalo takrat, pa do zdaj, ko si se že precej bolj specializirala v svojih disciplinah, kako recimo razmišljaš za nazaj, si kdaj rečeš, ojoj, tega pa ne bi nikoli več plavala, je mogoče kakšna disciplina ali pa kakšna razdalja, ki se je zdajle trenutno pa res ne bi lotila? Pa se mi zdi, da vseeno od samega začetka, oziroma takrat, ko se mi je res začel kako bi rekla, neka prihodnost v plavanju. Leta 2015, ko sem na EOF-u dosegla full medal, sem bila tudi najuspešnejša slovenska udeleženka tam. Po leta 2016, ko sem na mladinskem evropskem osvojila bronasto medaljo, že pač mislim, na samih teh tekmah sem vedno plavala 200 pa 100 metrov kravl, tako da lahko rečem, da sem še vedno v istih disciplinah, ne menjam disciplin, razen na tistih mitingih, probam tudi kaj drugega, ampak to ni važno. Teda se mi zdi, da ni bilo nikoli neke take discipline, da pa bi rekla, da še mislim, da nikoli več ne bi več plavala. In kakšni so bili cilji takrat, recimo 14-letne Janje? Si vedela oziroma si želela že takrat iti na svetovno prvenstvo, nekoč nastopiti na olimpijskih igrah, ali je bilo recimo ob začetku to vse bolj za zabavo, pa si kasneje rekla, v bistvu mi to kar gre, lahko bi počela to kot profesionalka? Ja, no, na začetku je seveda bo to vse za nek hobi, zabavo, nekaj zraven šole, da si še delo, da nisi glih cel dan poležalo. Ampak ja, ko sem dobila bronasto medaljo na evropskem mladinskem, ko sem odplavala res pri svojih 15 letih, res ful dober rezultat. Takrat sem tudi videla, da sem ful blizu olimpijske norme, oziroma na tej tekmi sem jo celo odplavala, ampak je bilo par dni prepozno, da bi mi priznali. Ampak ja, s 15 leti sem šla na svoje prve olimpijske igre z štafeto in se mi zdi, da od takrat naprej sem pa res videla, da čeprav sem že vedno, čeprav sem bila tako mlada, takrat sem že začela razmišljati,
da je verjetno res to. Ko si bila mlajša, si imela kakšnega vzornika ali je mogoče vzornico, bodi si v plavanju ali pa mogoče kje drugje? Ja, že od samega začetka je moja vzornica Federica Pellegrini, ki je pred kratkim pač nehala plavati. Ampak res, to mi je res neka taka oseba, da se bom res pač, da mi bo res skozi dol verjetno. Dve osebi sta na tokratnem svetovnem prvenstvu, ki te spremljata, ki sta tesno povezana s tabo. Verjamem, da bosta tudi ostala, to sta tvoja starša. Te večkrat prideta spodbujati na kakšne te tekme oziroma na prvenstva, ki so seveda nekoliko bližje kot recimo kakšna Južna Koreja, pa Japonska in tako naprej. Ja, moja prva velika tekma, ko sta bila tam, je bilo mladinsko evropsko prvenstvo 2016, tudi na Madžarskem. Tam je bila zraven tudi moja sestra. Ful radi hodijo zravno na te tekmovanje, če le lahko. Imeli so namen že lani priti, ko je bilo načrtovano, se mi zdi tudi svetovno, ampak se je pol vse pač prekinil zaradi korone in to. Teda sta vas res ful vesela, da imata spet to priložnost, da mislim, da lahko začneta hoditi zraven na take tekmovanje. Kdo pa je bolj glasen navijač, mama ali oče? Se mi zdi, da krba. Ok, ona dva rada prideta, ima veliko pomeni. Kaj pa tebi je recimo ta podpora družine, ki jo prejemaš tako doma kot recimo na samih tekmah? Ja, seveda to mi ful pomeni. Tudi na samih domačih mitingih so velikokrat z mano in mislim, je lepo videti, da imaš neke take ljudi okoli sebe, ko bi vse naredili, da bi mislim, lahko njihova hči oziroma pač ja, dosega take rezultate in res se trudijo. Kaj pa potem, kot ni recimo kakšen mesec, ko so kakšne priprave in tako naprej, pa se potem vrneš domov, je veselje toliko večje z obeh strani? Ja, seveda, se mi zdi, da tudi, mislim, samega domotožja pa tega nimam, sem že ful navajena tega, ampak ja, seveda sem ful veselje vedno, ko se vrnem domov. Kdo pa, ko prideš domov, recimo skuha in pripravi obleke in tako naprej? Mama, to se dela mama. Ampak je mama prej zunaj rekla, da ni čisto vedno tako, da Janja postaja vedno bolj samostojna, ker pač, ko je ni doma, mora te zadeve početi včasih tudi sama, ko govoriva recimo o kakšnem pranju oblačil. Ja, mislim, se zdi, da res pač prihajam v ta leta, ko moram tudi kaj sama zase narediti, ampak še vseeno se mi zdi, da je mama tista moja desna roka in se mi zdi, da mi z veseljem pač vedno pomaga. Ker smo Val 202, ker smo radio, me zanima še eno mogoče bolj glasbeno orientirano vprašanje. Večkrat smo te že, oziroma ponavadi te vidimo na startu s slušalkami. Katera glasba se takrat, oziroma kakšna vrsta glasbe se takrat predvaja? Imaš kaj najljubšega, mogoče celo kakšno pesem, ki jo rada poslušaš pred samim startom? Se mi zdi, da se še ni nikoli zgodilo, da bi imela točno določeno pesem, ki se jo bom zavrtela pred štartom. Definitivno rada poslušam nekaj živega, ampak ja, se mi zdi, da je res glasba pri meni nekaj tega, da me res sprosti oziroma nahajpa pred štartom in da se ne oziram na druge in se mi zdi, da mi to tudi ful pomaga pri mojih odplanih rezultatih. In včasih v žaru osredotočanja tudi pozabiš na kaj. Vem, da veš, na kaj ciljam in oprosti, ker še enkrat omenjam to, ampak je res ena mojih ljubših zgodb. Mislim, da je bilo to na Evropskem prvenstvu v Kazanu lani, ne? Ko si se osredotočala na sam start in pozabila na kaj. Ja, tega tudi jaz ne bom nikoli pozabila, ampak se mi zdi, da sem tudi sama naredila napako, ker sem si pred odhodom do štartnega kamna pač ugasnila pesem, ampak je do samega pol štarta še kar nekaj časa trajal in sem enostavno pa toliko skoncentrirana v samo planje, da sem pač čisto pozabila dati z ušes slušalke, ampak ja, se mi zdi, da je vseeno pač, mislim, nekaj smešnega, pač nikoli ne bom tega pozabila, glavno.
Ampak, če se ne motim, si takrat odplavala celo osebni rekord, tako da mogoče priložnost še za kdaj, za kakšno tako zadevo, če ti pride prav, seveda. Ja, res, takrat sem zjutraj in pol popoldne, ko se mi je to zgodilo, odplava osebni rekord. Se mi zdi, da to tudi pokaže, da sem dosti močna v glavi, oziroma da me take stvari ne bojo pač vrgle iz tera, da bom še vseeno dosti ostala skoncentrirana za samo plavanje, ampak ja, lahko rečem, da je bo kar zanimivo. Govorili so o tem, da je plavanje individualen šport in da si ti prepuščen sam sebi. Ti osebno imaš okrog sebe trenerja, ekipo in tako naprej, ampak ko prideš na start, si sama, moraš biti ti osredotočena, moraš ti odplavati svoj najboljši rezultat, tako kot ga znaš. Kako pomembna je recimo psihološka priprava, koliko časa ti recimo osebno temu posvečaš? So trenutki, ko je kakšna negotovost, ko se težko zbereš in tako naprej in kaj recimo v tistem trenutku lahko ti narediš? Ne delam glih nič posebnega, se mi zdi, da sem s tem pač že dosti natrenirana, ker vem pač, da sem v preteklih letih sem sodelovala z športno psihologinjo, mi je predlagala dihalne vaje in se mi zdi, da mi je to takrat res ful pomagalo, da sem pač zdaj v sami psihološki pripravi dosti močna. Če popolnoma zamenjava tematiko, plavalci ste precej znani po tem, da ste oziroma da so, pa čeprav vem, da lahko tudi tebe štejem mednje, ljubitelji tetovaž. Predvsem zelo radi si vtetovirate tiste olimpijske kroge, pa potem mogoče tudi olimpijske igre, na katerih ste nastopili. Opisujem tudi seveda tvojo tetovažo, jaz vem za to Rio 2016, boš pa sama povedala, zakaj prav ta tetovaža in če je to sploh edina, ki jo imaš? Ne, ni to edina tetovaža, ki jo imam. Bil je pa to moj prvi tatu, ja. Smo se pač doma zmenili, da če bom šel dan na olimpijske igre, si lahko definitivno to tetoviram in mi ne bi pustili, da bi si naredila kak drug tatu kot prvi, razen tega. Lahko rečem, da res obožujem tatuje. Imam jih 9, definitivno jih ne imela sam toliko, ampak ja, res obožujem tatuaže. Pri 16 prvi tatu, ki so ga starši sprejeli zgolj zato, ker si jim recimo, da nekako obrazložila, da bo ta zgolj za začetek, pa so vseeno pristali. Ja, se mi zdi, da tudi vsak športnik oziroma plavalec, ko gre na olimpijske, si bo to tetoviral, predvsem za nek spomin. Ampak ja, kot sem povedala, ne vem, če bi imela kak tatu pred olimpijskimi krogami, če ne bi šel na olimpijske. In v poplavi plavalcev, ki so precej okrasili že svoje telo, kdo zate najbolj izstopa? Če pogledam fante, lahko rečem ameriški plavec Caleb Dressel, ampak za mene osebno je to malo preveč. Mislim, jaz nisem bil neki ljubitelj ful velikih tetovaž, ampak ja, vseeno na fantih to kar lepo zgleda. Dobro, Janja, pri 21 verjamem in upam, da je pred tabo še celotna karijera oziroma da je pred tabo še dolga karijera. Ves čas namreč tudi vztrajno napreduješ, ampak zanima me pa, če kdaj pogledaš tudi za naprej, to se pravi čez toliko in toliko let, ko ne boš več plavalka, kaj bi si želela početi, mogoče že zdaj pri teh letih, kaj razmišljaš o tem? Glede na to, da hodim v zdravstveno šolo, lahko rečem, da bi bila ful pač ponosna, da bi bila skupaj z svojo sestro, medicinska sestra, ker obe hodimo v zdravstveno šolo in se mi zdi, da bi bilo to res nek tak dream job, da bi pač z sestro skupaj upravljale enak poklic. Odlično, upam, da se ti ta želja izpolni, predtem pa vsekakor, da se ti izpolnijo še vse tiste želje, ki jih imaš povezane s plavanjem. Janja Šegelj, najlepša hvala za pogovor, najlepša hvala za to, da si bila gostja v oddaji v sredo, zdaj pa hitro na večerjo, zato ker vsake toliko časa tvoj trener že pride k nama in nama pokaže na uro.
Najlepša hvala. V sredo